Še 2 tedna nazaj je bil neznanski problem zaposlitev oziroma omogočanje začetka dela tujih zdravnikov pri nas. Zdaj je zakonodaja spremenjena, verjetno tu ne bo več težav. Jaz tu ne vidim več težav, mislim pa, da je tu bil zelo lep dokaz, da je slovenska javnost in s tem tudi državni zbor in tudi politika nekako razumela, kaj in kako je potreba spremeniti to zakonodajo, zato da lahko oskrbimo te otroke in da imajo absolutno varno oskrbo in tudi kvalitetno oskrbo. In mislim, da od tega trenutka dalje ta zakonodaja velja. Tuji zdravniki, naj se bo iz evropskih držav, iz neevropskih držav, kolikor mi je znano, ni več nobenega problema glede licenc in mislim, da od tega trenutka dalje lahko govorimo, da je služba tako organizirana, kot bi morala biti. Seveda so to tuji gosti oziroma tuji zdravniki. Cilj je seveda, da educiramo domače zdravnike in tudi, da zaposlimo zdravnike po slovenski zakonodaji. Vendar v tem trenutku je bilo izredno težko najti dovolj kadra za to, da pokrije službo, da je varna. Zato je ta tranzicijski čas zelo važen, da vsi razumemo, da je to začasno, dolgoročno pa seveda mora ta služba delovati popolnoma po normativih, ki so v slovenski zakonodaji. Kako pa je pravzaprav z iskanjem tujih strokovnjakov, ki bi prišli pomagati v Slovenijo, pomagati pri postavljanju otroške srčne kirurgije ponovno na noge? Imate tu dosti problemov, dosti težav? Ni toliko problema najti ljudi, problem je seveda, problem je bil, kako jih pripeljemo v Slovenijo. Veste, po svetu ljudje, zdravniki, posebej v Ameriki, moram reči, ampak tudi po Evropi in drugih državah globalno, zelo spoštujejo in gledajo in pomagajo nekje, če je nek problem, saj obstajajo različne, naj si bo preko različne inštitucije, naj si bo preko Svetovne zdravstvene organizacije, Zdravniki brez meja in ostali, kjer zdravniki pomagajo državam v razvoju. Vendar je to drugačna situacija v Sloveniji in teh specialistov ni bilo zelo lahko dobiti. Kot sem pa rekel, težko si je predstavljati, da bo nekdo prišel v Slovenijo delati dolgoročno iz zapadnoevropskih držav ali pa iz Amerike. Tu pa se moramo vprašati, mislim, ali moramo nekaj spremeniti tudi v sistemu plačevanja. Vendar o tem je veliko govora danes, sem prepričan. Ja, to sem želela reči. Po drugi strani se je slovenskim zdravnikom precej zamerilo to, ko so izvedeli za vsote izpisane na podjemnih pogodbah za tuje strokovnjake, ko so začeli primerjati plačilo, ki ga sami prejmejo recimo v mesecu dni s temi kvotami. Kaj lahko dodate k temu? Veliko lahko dodam, zato ker je to, če gledamo samo iz vidika absolutnih vrednosti plačila, so te diskrepance enormne, vendar to ni, po moje vsaj, pravilno gledanje. Pravilno gledanje je kompleksno gledanje. Zakaj je do tega problema prišlo v Sloveniji, kako rešimo ta problem v Sloveniji, ali želimo v Sloveniji imeti ta program ali ne želimo in potem kaj bi ta program, če ga ne želimo imeti v Sloveniji, pomenilo za otroke in ta program gre v neko drugo državo, se vozijo otroci, koliko denarja gre za to in predvsem treba poudariti, da je to tranzicijski čas, da je to kratkoročno, ali je to 1 mesec ali 2 meseca, to danes ne morem reči, ker je treba dobiti strokovnjake, ki jih lahko zaposlimo v Sloveniji. Vendar, če želimo obdržati program v Sloveniji, potem moramo tudi nekako sprejeti ceno, ki jo postavijo drugi tuji zdravniki, zato da nam lahko pomagajo prebroditi to katastrofalno krizo, ki je nastala zaradi kakršnihkoli razlogov, da ne gremo v detajle, ampak seveda, mislim, če gledamo, absolutno je to velika diskrepanca. Če
Če gledamo pa kompleksno, je to, po mojem, vsaj edini način za rešiti ta problem v tem momentu.